Lep pozdrav v popoldanskem delu Liberaka zadnjem dnevu. In sicer sedaj bomo govorili o tem, da zato je vse, kar se ne sveti, ampak sedaj ni vse, kar se sveti. In sicer interdisciplinarne raziskave na najdišču Cvinger pri Dolenjskih Toplicah. Raziskave na najdišču Cvinger je oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izvaja najprej v okviru projekta Entran in nato Iron Age Danube pod vodstvom docenta dr. Matija Čerešnerja. Najprej je dr. Dimitrij Mlekuš izvedel analizo in interpretacijo liderskih posnetkov, nato kar te podatke kasneje z geofizikalnimi raziskavami dopolnil dr. Brane Mušič. Vsi ti podatki so bili pomoč pri nadaljnih arheoloških raziskavah, ki bo predstavila Manca Vinanca. Ker je najdišče Cvinger znano tudi kot metalurški center za več kot 100 starejše železnodobnimi pečmi, v rezultate arheometalurške raziskave predstavlja dr. Jaka Burja. To so tudi vsi 4 današnji gosti, ki sem jih omenil in vam kar predajem besedo. Lepo pozdravljeni na debati, ki smo nekoliko izzivalno poimenovali Zlato je vse, kar se ne sveti. Ta sestavek je bil namreč namerno izbran, saj se arheologi skoraj na dnevni ravni srečujemo z vprašanjem, kot je na primer, ste že našli zlato? Seveda je naš odgovor večinoma nikaden. Pogosto sledi nadaljno vprašanje, pa se v Sloveniji sploh najde kaj vrednega. In tu se šele prava zgodba začne. Namreč, arheologi nismo zgolj iskalci predmetov. Arheologija kot humanistična veda predstavlja bistveno več. Danes zagotovo v vseh pogledih presega iskanje predmetov in seveda tudi tistih zlatih. Do razumevanja preteklosti kot takšne skušamo priti na različne načine. Predmeti so zagotovo del tega, vendar tu upoštevamo številne druge vidike, kot je na primer krajina, nahajališča surovin, informacije o sledi določenih sestavin v zemlji, ki kaže na različne aktivnosti in tako dalje. Zadeve skušamo razumeti širše in z vsako najmanjšo informacijo, ki nam pomaga rekonstruirati preteklost, smo zelo zadovoljni. Pri tem seveda sodelujemo z različnimi strokovnjaki iz različnih strok. Prav zato smo danes kot osnovno izhodišče debate vzeli arheološko najdišče Cvinger pri Dolenjskih Toplicah. Gre za najdišče, na katerem so v zadnjih letih potekale najrazličnejše interdisciplinarne raziskave, zato smo danes pred vami raziskovalci, ki smo se z različnih smeri, vidikov, metod, če želite, ukvarjali z omenjenim najdiščem. Zgodba oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se je s Cvingerjem začela v okviru projekta HERAP oziroma Entrans, ki ga je dr. Matija Čerešner vodil med leti 2013 in 2016. Za lažje razumevanje, tistim, ki z našim delom niste pogosto seznanjeni, smo pripravili tudi manjšo brošuro z osnovnimi informacijami. Najdišče je bilo za raziskavo izbrano iz več razlogov. Eden ključnih je bil gotovo železarstvo v prazgodovini, natančneje v starejši železni dobi. Drugi ključen razlog pa je bilo dejstvo, da se v kasnejših obdobjih od rimske dobe dalje samo najdišče ni bilo posebljeno. Gre torej za večji najdiščni kompleks, ki ima poleg naselbine in gomilnega grobišča tudi metalurški kompleks, kjer ne bi bilo več 100 peči za taljenje železove rude. Na voljo smo imeli tudi podatke iz prejšnjih raziskav, ki so se tu odvijale na začetku in nato na koncu 20. stoletja. To pomeni, da smo imeli odlične vhodne podatke. Sama arheološka izkopavanja so potekala v manjšem obsegu, mi pa smo zadevo želeli razumeti širše. In zato smo vključili različne nedestruktivne metode. V prvi vrsti metode darinskega zaznavanja, kot so lidersko snemanje, kar je izvajal dr. Dimitrij Mlekuš, in geofizikalne raziskave, ki so potekale pod vodstvom dr. Brane Mušiča, zato sta danes tudi oba z nami. Dimitrij, sedaj bi te prosila, če nam na kratko razložiš, kaj sploh je lidersko snemanje iz zraka. Ja, prej si rekla, da se v popularni kulturi velja, da se arheologi iščemo predmete, najdbe. Zračno-lasersko skeniranje lidar, ki je del daljinskega zaznavanja, se ukvarja v bistvu z največjimi možnimi stvarmi, ki jih preučujemo arheologi. To so cele krajine. Govorimo o prostorih od nekih 10 do 100 do več tisoč kvadratnih kilometrov, ki jih preučujemo. Za preučevanje tako velikih stvari rabimo posebne metode.
Neobičajne metode so metode daljinskega zaznavanja, se pravi, da snemamo zemljino površje od daleč, z različnimi platformami, od letal, satelitov, helikopterjev in podobnega. To nam omogoča, da v bistvu pokrijemo velike površine v relativno kratkem času in da vidimo dejansko pokrajino, prostor v nekem zelo velikem merilu. Da razumemo, kje so najdišča, kje so sledovi preteklih aktivnosti in kakšne so njihova razmerja, prostorska in drugačna. Zračno lasersko skeniranje je ena izmed teh metod, relativno nova metoda, je prišla ki v začetku tega tisočletja se pojavila. Zelo hitro smo uporabili tudi na Sloveniji. V Sloveniji se je izkazala za zelo produktivno. Zakaj? Zato, ker ta metoda omogoča, da opazujemo zemljino površje, pa tla tudi pod drevesi, pod vegetacijo v gozdu. Ker Slovenija več kot 60% je prekrita s gozdom, smo s to metodo naenkrat videli tiste del Slovenije, ki je bil tu zdaj zaprt za sistematično opazovanje. Temelji pa na tem, da je na neke platformi, letalu, helikopterju običajno nameščena neka naprava, ki oddaja zelo hitro množico laserskih žarkov proti tlem, iz časa, ki ga laserski žarek potrebuje, da se odbije od tal nazaj do letala, izračuna razdaljo, s pomočjo diferenčnega GPS-a in drugih naprav, pa potem izračuna točno koordinato odboja. Na ta način lahko skeniramo ali pa rekonstruiramo v bistvu celo površje Zemlje in opazujemo stvari, ki se vidijo na površju. Skratka, z liderjem ne moramo videti stvari, ki so pod Zemljo, ampak vidimo tisto, kar je na Zemlji. Stvari, ki so delno še v tleh, delno pokopane, ampak se vidijo kot grbine, izbokline, luknje in podobne stvari. Na ta način lahko pokrijemo zelo hitro, zelo velike površine, običajno so minimalno površino, ki jo naredimo vsaj 10-15 km, tudi razumemo širši prostor in opazujemo predvsem vse sledove, ki jih človeške aktivnosti pustile. In dejansko z te perspektive laserskega skeniranja je površje Zemlje je polno teh sledov. Mislim, tisočletje človeških aktivnosti, tisočletja človeških dejavnosti so pustila ogromno enih sledov, ras in podobnih stvari, od arheoloških najdišč, gradišč, poti, gomil, gradov, do sledov koriščenja, kopanja virov, gline, rude in podobnih stvari. Skaže se, da je vse polno in najtežji del procesa je seveda prepoznati sledove in jih smiselno povezati med seboj v neko logiko. V primeru Cvingerja smo imeli kot osrednjo točko to gradišče, masivno, monumentalno strukturo z obzidjem, okrog katerega smo iskali vse stvari, ki se vežejo na to gradišče, gomil, poti, sledov, rudarjenja in tako naprej. Se pravi, je to ključno to, da v bistvu prej smo razumeli najdišča, smo gledali zgolj kot manjše elemente, samo najdišče, zdaj pa imamo pravkar celo krajino. Ja, zdaj imamo pravkar s krajino. V bistvu gre za to, kako so ljudje, kaj so ljudje počeli v prostoru. Skratka, ljudje niso samo živeli na najdiščih, na gradiščih, ampak so svoje dnevne aktivnosti upravljali krog, v prostoru, v krajini. In ti sledovi puščajo množico sledov. In tudi ta najdišča, klasična najdišča, gradišča, naselbine, podobno, so pač med sabo bila povezana na različne načine, s komunikacijami, s potmi, okrog sebe so imeli neko urejeno kulturno krajino in tako naprej in tako naprej. To je tisto, kar nas zanima iz te perspektive. Tako da v bistvu je sama metoda kot taka predstavlja neko prelomnico v raziskovanju, obenem nam pa z metodološkega vidika in pa tudi vprašanja, ki se jih lahko sedaj postavljamo, so povsem drugačna. Vidimo komunikacije, odnose, lahko, koliko je dejansko tega v bistvu v prostoru. Ja, dejansko nam odpre neko novo perspektivo, vidimo mnogo več kot prej. Zdaj so tudi že druge metode daljinskega zaznavanja, so omogočile, da pač vidimo stvari od daleč, neko veliko sliko. Z videnjem pa nam odpre cel kup nekih novih stvari. Predvsem je novost to, da namesto artefaktov, stvari, ki so zgrajene v prostoru, gradbišča, naselbine, gradovi, gomile in tako naprej, vidimo tudi stvari, ki jih ljudje puščajo za seboj, pa
nehote, sledove, sledi tega, kar so počeli. Dejansko vsaka aktivnost, ki ljudje počnejo v prostoru, v krajini, pusti sledove. In če znamo brati te sledove, lahko razumemo kot del, kot nekaj, kar skozi te sledove lahko rekonstruiramo aktivnosti, ki so jih ljudje počeli v prostoru in te aktivnosti lahko tudi povežemo med seboj v neko smiselno celoto, mrežo aktivnosti. V redu, če smo bili zdaj na površju, se počasi selimo pod površje. In tukaj gre predvsem zasluga dr. Branku Mušiču s svojimi geofizikalnimi raziskavami, ki jih je opravil na tem najdišču, tako da me zanima v bistvu, če bi nam lahko predstavili, kaj sploh so geofizikalne raziskave. Dobro, vodamo par deset o arheoloških geofiziki, ko danes imenujemo sklop geofizikalnih raziskav, ki so bile prenešene v arheološke raziskave, v bistvu iz tradicije geofizikalnih raziskav v geologiji. Danes imamo že zelo širok spektr teh metod, ki pa je podobno kot lidarska snemanja. Pogosto uvrščamo prav tako metode daljinskega zaznavanja. In sicer v osnovi tehnična razlika v tem, da imamo tukaj snemalne platforme na površini tam. In zaznavamo arheološke objekte, v našem primeru, na neki določeni razdalji, na podlagi razlik v fizikalnih lastnostih, teh arheoloških ostankov pa njihove okolice. Za katero od teh metod se v danih okoličinah odločamo, je vedno odvisno od arheoloških pričakovanj, sva v največji meri. Poleg tega pa moramo imeti nek pogled tudi v fizikalne lastnosti medija, v katerem se te pričakovane arheološke postavine nahajajo, ker lahko še na podlagi teh ocen razlik. Potem v nadaljevanju tudi opredelimo metodo, ki bo te razlike v fizikalnih lastnostih tudi najustrezneje prepoznavala. Kar se tiče najdišča Cvinger, je bilo že dolgo znano kot prazgodovinska naselbina starejše železne dobe. Ne samo to, prve raziskave v 80-ih letih in tudi razstave, ki sem stvar sledile, tudi v novejšem času, so pokazali, da pripada temu najdišču v bistvu ogromen železarski kompleks, kar v bistvu ima vedno presenečenje, ker je starejša železna doba v bistvu predstavljala nek razcvet v smislu kulturnih razsežnosti, ki pa so temeljili v veliki meri tudi na surovinah, torej na železo in predvsem na predelovanju tega železa, ki je bilo na celi Dolenjski v bistvu kar intenzivno oziroma prisotno na velikih teh naselbinah, sicer v različnih obsegih. Železarski kompleks na Cvingerju pri Dolenjskih Koplicah velja za večjega in smo, kot je že manjce omenilo vodoma, našteli več kot 100 peči, pa je lahko tudi blizu 200, zaradi tega, ker tudi z najsodobnejšimi sodobnimi inštrumenti ne moramo odkriti recimo slabše ohranjenih peči. Skratka, gre za en ogromen kompleks, ki smo ga natančno zamejili, prepoznali posamezne peči na podlagi rezultatov magnetne metode. Zakaj magnetne metode? Zaradi tega ker so ostanki železarstva bogati za železovimi minerali, ki ustvarjajo neke določene razlike v zemljenem magnetnem polju, blizu površja tam, kar pa zaznavamo polju z magnetnimi raziskavami oziroma z kartiranjem teh razlik. Poleg tega smo uporabljali na istem najdišču še druge geofizikalne metode. Torej, geofizikalne metode vedno uporabljamo nekako v skladu z arheološkimi pričakovanji, z pričakovanimi arheološkimi cilji, ki temeljijo na arheoloških raziskavah v preteklosti, ampak v novejšem času, kar je Dimitrij podrobno vložil, pa si izbiramo območja geofizikalnih raziskav tudi na podlagi prepoznanih arheoloških lidarskih oblik. Lidarski posnetki nam dajo natančne, zelo resne
geometrijske triosrednostne oblike teh arheoloških ostankov z geofizikalnimi raziskavami pa želimo ugotoviti oziroma bolj določeno dopolnjujemo te lidarske rezultate z pogledom v podpovršinsko sestavo teh oblik. S tem mislim na, recimo, da je konkretno to, kar je tudi v tej brošurici, na fortifikacije oziroma obrambne strukture, ki jih na lidarskih posnetkih zelo lepo prepoznamo in jih na to glede njihove sestave dopolnimo z geofizikalnimi raziskavami. Zdaj smo za železarskih večupravnih metodah, v tem primeru, ker gre za drugačne arheološke cilje, za drugačne fizikalne lastnosti uporabili upornostno metodo, bolj natančno metodo upornostne tomografije, kjer z principom, pač tomografskim principom, prikažemo razširjenost upornosti v tleh in na ta način na podlagi upornostnih razlik prepoznamo visoko upornostne objekte, kot so recimo deli kamnitih konstrukcij, prazgodovinskega kamnitega obzidja, ki se v tem primeru zelo lepo pokazalo. Tako da neko celostno podobo dobimo pravzaprav za kombinacijo različnih metod daljinskega zaznavanja. In kar je predvsem tem sila pomembno, je to, da lahko do vseh teh podatkov prihajamo na povsem neinvaziven način, torej brez fizičnih posegov v podpovršje. Na ta način v bistvu pripravljamo oziroma dopolnjujemo že obstoječe podatke o najdih, kar je v bistvu pomembno. Na drugi strani pa pripravljamo tudi ustrezne podlage za nadaljne arheološke raziskave z ciljno usmerjenimi manjšimi arheološkimi izkopavanji. In v bistvu se nam je to super potrdilo na vseh lokacijah, tako na samem obzidju na Serbini, na tako imenovanem vhodnem kompleksu, tam predvsem, ker smo našli v bistvu na liderju se najprej prepoznalo, ker gre za minimalno sled na površini, se je pokazal, da imamo opravka z neko, recimo temu, linijsko zadevo, nekim zidom, potem smo izvedli geofizikalne raziskave in na koncu so bila v bistvu, ko smo arheološko izkopali zadevo, res presenečeni, ker se je izkazalo, da je samo obzidje na tem delu široko 4 metre, medtem ko je obzidje same naselbine 2 metra, tako da imamo neko opravka z nekim utrjeno strukturo v vhodnem delu, ki povezuje tako naselbino, kot tudi sam metalurški del. Tako da mi smo v bistvu na tem najdišču z vsemi temi sprva metodami daljinskega zaznavanja zadeve širše preverjali, potem pa ožje izkopavanje. In ena taka izkopavanja so potekala tudi na samem metalurškem kompleksu. Tam se v bistvu geofizikalne meritve, natančneje magnetno metodo izvajali že v 80-ih. Kakšna pa je bila razlika recimo takrat pa zdaj? Prve geofizikalne raziskave smo izvajali na tem istem železarskem kompleksu v drugi polovici, 97. leta, oziroma 97. polovici, kako bo malo pred tem. In zdaj razlika v tehničnem smislu je sva v inštrumentih, ki so bili na razpolago takratni, ki so danes. Zdaj poslovnejši magnetometri zagotavljajo vsekakor boljšo ločljivost, torej dobimo boljšo izpovednost meritev, kar nam pomaga v nadaljevanju k obdelavam rezultatov v smislu pridobivanja kvantitativnih podatkov. Torej lahko ocenimo tudi geometrije teh objektov, globine, na katerih se nahajajo razlike v sestavi, posredno lahko sklepamo potem v določenih primerih tudi na funkcijo ali pa razlike v funkciji med temi pečmi. Pri prvih magnetometrih zaradi manjše gostote meritev, slabše ločljivosti, se te analize niso bile možne, ampak je pa treba povedati, da so pa že takratni magnetometri sva omogočali odkrivanje teh istih peči. Torej, odkrili smo jih lahko, nismo pa imeli
toliko možnosti za nadaljne analize, podrobnejše. In že v bistvu takrat so potekala manjša izkopavanja, potem smo pa še vi leta 2015 nadaljevali in v bistvu smo odkrili 3 peči iz starejše železne dobe. In tukaj ste pa v zgodbo vključili tudi dr. Jaka Borja kot metalurg in strokovnjak za železovo žlindro. Tako da v bistvu kaj sploh je žlindra, Jaka, in kaj lahko z njo ugotovimo pri prepoznavanju teh metalurških procesov, ki so se tu odvijali? Ja, sedaj žlindra je sploh v ekološkem smislu. Včasih je predstavljala tudi predvsem odpadek. Zdaj, pri moderni izdelavi jekla je to tudi ni samo stranski produkt, ampak je del procesa tudi za rafinacijo, zato da se ena kvaliteta drži, uravnava kemijske elemente, pa tako, ampak včasih pa pač niso imeli kemijskih analiz in niso točno vedeli za vse stvari, kako delujejo. Za ene so vedeli. In ker pač žlindra samo po sebi ni imela veliko vrednosti, oziroma nobene vrednosti, je veliko stala in zato je zelo praktično. Ker, kar jaz tem, prav veliko železnih predmetov niste našli, na našo žalost. Zdaj, sama žlindra nam lahko pove, kaj vse se uporablja kot surovina. Še posebej, če imamo na razpolago rudo, ki se uporablja, ker tudi najde se kakšne ostanke pražene rude, se pravi rude, ki se je pripravljali potem, da je še na postopek redukcije. In s tem lahko tudi sklepamo, če so zraven dodali, recimo, minca, ki sledi razne dodatke. Kar je pa tukaj, recimo, od cvingarju presenetljivo, je pa, da imajo te rude visoko vsebnost železa, žlindre. To pomeni, da so imeli verjetno v izobilo vsega, in ni bilo treba biti tako, da so bili najbolj šparani. Tako da iz tega bi tudi lahko še eno stvar sklepali. Sicer nastanek žlindre iz rude je povezan s termodinamskimi pogoji, pa še pa s kinetikom, ampak lahko sklepamo, da so pridobivali recimo železo, oziroma v modernem smislu bi lahko temu tudi rekli jeklo, z nižjo vsebnostjo ogljika. Zato, ker ogljik je tisti reducent, ki železo in železovih oksidov spremeni v kovinsko železo. In hujši so te reduktivni pogoji, se pravi več je nasičenje z ogljikom, ko malo po domače povem, manj bo železa ostalo v sami rudi. Tako da bi lahko tudi sklepali, da je to železo imelo nizko vsebnost oglika in bolj lepo polno preoblikovano. Tako da to je recimo ena izmed teh stvari. Se pravi, da so pri samem taljerju so uporabljali tudi oglje kot tako, ne? Ja. To pa kaže na v bistvu velik delovni vložek, ne samo da dobimo, da talimo rudo, ampak tudi samo pripravo za pred začetkom samega postopka, se pravi, smo rabili glino, oglje. Tako, recimo, če gremo nečkom bolj v detajle, zdaj ogljik je tisti glavni reducent, zaradi pač tih naravnih pogojev, da ogljik lahko reducira železo v oksid in ga spravi v kovinsko stanje. Prav naša reže ta kisik, je glavni pogoj, da mi sploh lahko pridobivamo železo in pa naprej jeklo in tako dalje. Zdaj, glavna stvar je, da se je treba zapomniti, da samo oglje je v bistvu gorivo za nastanek ogljikovega monoksida. In pri redukciji železove rude je večinski reducent v bistvu ogljikov monoksid. Ogljikov monoksid, vemo, splošno, da pri nizkih temperaturah gorenja je predstavljeno nepopolno gorenje in če ga še dodatno dodamo kisik, nastaja ogljikov dioksid. No, pri visokih temperaturah pa zaradi termodinamskih pogojev nastaja bolj ravnotežno monoksid kot pa dioksid. In ko ta monoksid potuje čez te minerale, oziroma mnogih, tam zreagira z njim in pretvori železove okside v kovinsko železo. Zdaj, to pa ni
kar precej zahtevna reakcija. Sploh, če upoštevamo to, da imamo različne železove okside, nas imajo vezane različne procente kisika. Zato je to rudo treba predpripraviti. In temu pravimo pražne rude. Zato, da tiste železove okside, ki vsebujejo več kisika, spremenimo v tiste, ki ga imajo malce manj, in potem lahko ta monoksid, ko potuje čez peč, lažje reducira do kovinskega stanja. Seveda, to pomeni, najprej moramo imeti en agregat, kjer bomo to delali, se pravi, tudi dosegamo 600 stopinj Celzija, glina je tak fin material, ki ga lahko uporabimo. Potem je treba poskrbeti za velike količine oglja. Na koncu treba se izpolniti, da v bistvu, po mojem mnenju, samo industrijsko evolucijo v bistvu bolj sprožil koksa, ki je eno gorivo, en derivat premoga, ki ima zelo visoko kalorično vrednost. Oglje ima nižjo kalorično vrednost kot pa koksa. In sicer tudi se potem tudi spremenil način pridobivanja železa. Tako da mimogrede, za nas, poznamo malo moderno metalurgijo, pa tudi že za generacije pred mano, je v bistvu ta postopek v bistvu izgubljen. Mi nismo poznali te direktne redukcije na ta način. Tudi ni bilo veliko tega, kar so zdaj tih arheometalurških poskusov. Tukaj pri nas so bili navajeni v bistvu le pridobivanja grodla. Se pravi, to je železo z ogromno količino ogljika, in sicer v plavžu, to ste verjetno že vsi slišali. Plavž temelji ravno na koksu in gre, v bistvu zaključno razliko grem, da pri taljenju rude talimo izključno samo želino. Temperature so tako nizke, da železo nikdar ne pride v tekoče stanje. Mi ne bomo iz tiste peči prelutne, pa nam bo parcelulajo nekaj železo, ampak dobimo na tako bogo, v bistvu konglomerat žlindre, ki je ostala, in pa kovinsko izločenega železa. In to je zdaj treba zelo previdno stiskati povadno. Recimo primer, ko zdaj to delajo kakšni kovači, hobije. Ja, prva stvar, ki je, dodajme ti skladu, pa začne toč dvorka nori in vse razpade, tako se reče, nič ne dira. Tako da, tle treba imeti že ogromno živcev, če sploh pride do redukcije. Časa, kako to pride v glavnem. To je ena glavna stvar, ki jo pa je treba ločati med modernim pridobivanjem železa, jekla, in pa tem starodavnim antičnim pridobivanjem. Da nikoli to železo ni bilo tako, še vedno je bilo v trdnem stanju, potem ko moderni postopki, ko dobimo vedno železo v tekočem stanju, naredimo jekleno trdnino, ki je pa po drugačnih postopkih rafinirati. In v bistvu moderni jekla tudi dajemo razne vizurne elemente, da jim spremenimo lastnosti, medtem ko v starejših postopkih v bistvu ni bilo te možnosti. Je bil samo čist sistem železo oblika. Zdaj, če hoče poznate, če strojni deravam, nekaj, če še metodurga ni, je v bistvu bil čist sistem, ki ga zdaj prikazujemo z sistemom železo-cementita. Nekaj je en tak zelo znanih faznih diagramov. In te, recimo, z mojega stališča so to zelo zanimive strukture, ker so res čisti te sisteme. Ker v bistvu z modernim postopki izjemno težko dobiš, da bi mogel posebej naročevati elektrolizno železo pa čisti oblik zraven, tako da bi se kar precej namatral. In to je recimo ena taka stvar, ki je zanimiva na teh antičnih elementih. V bistvu smo se potem s svojo pomočjo tudi lažje približali razumevanju teh samih tehnoloških postopkov, ki so se odvijali. Poleg tega, pa še z vsemi poskusi v okviru tako imenovane eksperimentalne arheologije, ki jih zdaj že pa kar nekaj let izvajamo. Tako da se vedno znova, recimo, temu približujemo, nekim odpiramo nove vprašanja, dobivamo nove odgovore, ampak tako je pravilo, je zmeri še več vprašanj, na en odgovor 10 vprašanj. Res je, zmeri te preseneti, koliko se je treba zmotiti tirata. In človek je prav presenečen, čez koliko generacij je šel ta modrost, da so ljudje to znali delati.
pa zanesljivo, pa če računamo, da zdaj to na pol zasnovno hodno, je to še veliko bolj dragoceno, si šel kar zamisel, kakšni spoštovani mojstri so to in kako je bilo to pomembno. Zdaj, sploh strateška vidika si predstavljam, kar se tiče izdelave orodij, orožja, da je bilo to, da ni čudno, da so bili te objekti močno zastraženi, da so imeli pozidja, zato ker je to v bistvu skoraj čutečno, da se človek brez tega, da bi imel zapisane vire, vsega tega naučil in bil sposoben to predajati. Sploh, ko smo v nekih drugih časih, če se spomnim na kakšne primere, ko smo poskusno talili rudo, je bilo pri vas metalurgih tako, da bi se vsako lopato, rude, kar ste pridali, ste vse merli, medtem ko kak drug, ki pač ni bil toliko, v temu je pač na približno. Da imamo drugačen pristop na tako je bil takrat. Kar pa je izziv, ne vede. Mislim, to velik izziv. Sej, kakšen se to izbrata? Ampak če zdaj nekako poskušamo povzeti, tu vse naše skupno sodelovanje, kar smo vedeli prej, je v bistvu smo zadeve nekako lahko rečemo neobrnili na glavo, v smislu nekih revolucionarnih pokredij, ampak predvsem kvaliteta informacije. Kvaliteta informacije je v bistvu ima višjo vrednost. Ja, mislim, je bi to rekel, da v bistvu je kvantiteta prišla v neko novo kvaliteto. Sploh pri daljinske zaznavanju, še nekaj let nazaj smo mi, ko smo gledali prostor oddaleč, videli v glavnem praznino in tu pa tam kakšno pikico, ki je pomenila ekološko najdbo na hišče in naprej. Zdaj smo ta prostor zapolnili, poln je različnih sledov, mnogo teh sledov tudi ne znamo še razumeti, povezati in tako naprej. Vemo, da so tam in da imamo možnost jih raziskati, bolj intenzivnimi raziskavami, kot je geofizika, izkopavanje in tako naprej. Recimo ena novost, ena pomembnih najdb, recimo, so kopišča. Prej smo govorili o oglju, kot ključnemu viru za produkcijo železa. Prej smo poznali lokacijo peči, mi smo pa razumeli cele organizacije proizvodnje, ki pač je bila veta v prostor, ki je zahtevala gost, višča, poti, komunikacije, da so pripeljali te surovine na to mesto. Zdaj recimo se je skazali, da slovenska pokrajina je polna kopišč, sledov, kjer so vžgali oglje. Verjetno je ogromno teh sledov modernih, zelo starih. Nekateri so pa lahko starejši. To bo treba z nadaljnjimi raziskavami še raziskati in potrditi. Skratka, s novimi informacijami, ki jih imamo, z novimi podatki, se nam odpira tudi popolnoma novi pogledi, novo vprašanje, ki so verjetno veliko bolj smiselna in pomembna kot tista prej. Kako je potekala proizvodnja, kako je bila odpeta v prostor in tako naprej in tako naprej. Pravi smo daleč proti tistega osnovnega predmeta in od tega vprašanja ste kaj našli? Ja, smo. Smo druge. V redu, s tem jaz sklenujem to debato in vas povabljam k poslušanju nadaljevanja našega programa, kjer bo z nami dr. Tamara Leskovar, ki nam bo predstavila antropološki študija.